cenjeni gostje, na prireditvi z naslovom Večer avtorske glasbe, besedil in poezije Gojko Jevšenak. Pred nami je lep večer, v katerega nas je popeljala pesem, ki nosi naslov Lepi spomini. Ja, prav spomini nam mnogokrat dajejo moč za vsak dan, v katerem se lahko marsikaj zgodi. Življenje je namreč kot mlinsko kolo, ki se nenehno vrti in kdo ve, kaj vse se lahko pri tem zgodi. To pa je že naslov avtorske skladbe Gojka Jevšenaka, ki ji bomo zdajle prisluhnili. Življenje čudna voda je, ki jo deluje vrednote, lesa in cvijati stvari, ki ritko najboljši stvari, nasprotju tvojih srčanja, ki rodi stojič voda, ki najmanj želel misije, a uporabna je pa še dogoditi sveti zbori, goreče zbadajo srci, vrata dušo padajo in stalo preseličajo. Izvane žel, pristane to, lahko te v blatu valjajo, odkridejo, odidejo, z meglo jesensko vzdinejo. Ja, da bi se to mlinsko kolo le vrtelo tako, da bi nam bilo prizanesljivo, si gotovo vsi želimo. Spoštovani zbrani, veliko nastopajočih se bo zbralo nocoj tukaj na odru v Stranicah, največkrat pa zasedba, v kateri ob Gojku, vašem dobrem znancu seveda, še najprej basistka, citrarka, takole, da jo vidite vsi, in vokalistka Andreja Grosek, ki prihaja iz Šmarja. Kar 11 let je bila članica znane glasbene skupine Iskrice. Veliko so snemale, nastopale doma in na tujem, ter bila uspešne na številnih festivalih. Andreja je vsestranska glasbenica in umetnica, pesnica, predvsem pa mama hčere Neje in sinov Aneja in Jakoba, ki že vsak po svoje stopajo na glasbeno pot po maminih stopinjah. Ja, tu je še kitarist Marjan Schmidt. Ta pa prihaja. Marjan prihaja iz Podvinc pri Ptuju. Je Gojkov dolgoletni prijatelj, star glasbeni maček,
ki je igral v številnih ansamblih in bil ustanovitelj izjemno uspešne skupine Ambicija, v kateri je 3 leta igral tudi Gojko. Po radiju je še danes mnogokrat slišati uspešnice Ti domača hiša, Na poročni dan in Moj cvet. Marjan je odličen vokalist, pa tudi ustvarjalec glasbe in pisec besedil. Pesem V očeh se vidi vse je njegovo avtorsko delo. Marsikaj razkrijejo in gotovo je kdo med vami pogledal levo in desno in želel kaj videti. Spoštovani zbrani, od glasbe se bomo zdaj za nekaj časa premaknili k govorjeni besedi. Z nami je Ivan Janez Dometrovič iz Celja, slovenist in nekdanji predsednik Literarnega društva Celje, katerega član je tudi Gojko Jevšenak. Tam sta se spoznala in začela sodelovati. Gospod Ivan Janez Dometrovič je tukaj zadaj. Vabim vas, torej, da pridete pred mikrofon in nam predstavite poezijo Gojka Jevšenaka. Tanja, hvala lepa. Najprej seveda v imenu Celjskega literarnega društva, nekaj nas je tudi tukaj v dvorani, prisrčen in lep pozdrav. Moram reči, da sem vam malce nevoščljiv.
ni voščil zato, ker znate ob nedelju zvečer priti sem, se družiti, prisluhniti glasbi, prisluhniti lepi besedi, prisluhniti človeku in človekovi duši. Pred letom dni, mislim, da je bilo, smo se takole družili in zato sem danes pravzaprav z veseljem, oziroma smo člani Celjskega društva literarnega z veseljem spet z vami. Ja, kot je rekla gospa Tanja, z Gojkom smo se spoznali, ko je prišel v Celjsko literarno društvo. Tam smo tudi midva trčila, kot se temu reče, in to je bil že tudi kar prvi projekt, ko smo del njegovega ustvarjanja predstavili tudi Celjanom. Potem pa je sledila Vila Tesnica, to je bil naš prvi veliki skupni projekt, ko smo predstavili pravzaprav mladinsko delo z naslovom Vila Tesnica in to v Zverovju. Ali vi veste, kje je Zverovje? Veste. Če ne veste in če še niste bili, morate tja. To je eden najlepših kotičkov na tem koncu vaše ožje domačije. Drugi projekt so bila pa seveda Jabolka, Dedkov in Babic. To s promocijo tega pa smo upravili tukaj pri vas v Stranicah. Gojko, zdaj pa te malce potrebujem, zato boš sedel tule k meni, k mikrofonu. Gojko, ne vem, če se zavedaš, da so bile pravzaprav rojenice ob tvojem rojstvu zelo radodarne. Če greva po vrsti, kolikor te jaz poznam, torej si pesnik, si pisatelj, si glasbenik, si pevec in si tudi igralec. 5 stvari, torej za oceno 5 bi lahko rekli rojenicam, ki so ti vse te talente podelile. Ne bom te vprašal, kje si najmočnejši, morda malce kasneje. Midva bomo pa zdaj letali najn intermezzo, besedni seveda, pričela s tvojo literarno ustvarjalnostjo in sicer s sabo sem prinesel tvojo prvo in drugo literarno izdajo. Prva nosi naslov Življenje je lepo. Šla je leta 2000, pa morda za začetek nekaj besed, ki si jih sam napisal v uvodu knjige. Takole je Gojko Ešernak napisal v spremni besedi. Kot delovni terapevt sem se leta 1997 zaposlil v domu upokojencev Celje, kjer sem združil profesionalno delo in znanje s hobijem. Svoje razmišljanje in svojo paradoksalnost sem ob doživljanju ljudi, starosti, njihovih usod, še obogatil ter dopolnil številnimi modrostmi, nauki, reki in nasveti. Vsa ta modrostna bisaga mi je popotnica, ki me bo spremljala vse dotlej, dokler bom stopal po tej ljubi, mehki slovenski grudi. Gojko pa zdaj predlagam, da pogledamo malce v to bisago, pa kaj prebereva iz nje, če si za to. Jasne. Pa greva najprej v bisago na stran 13. Takole pravi. Ni smisel besede, da jo izpustiš prehitro ali pa prepozno. Njena teža in vrednost se pokaže, če jo izrečeš pravočasno. Besede so besede, ampak dejanja besede bogatijo. Pa pojdiva zdaj naprej s tvojimi mislimi iz bisage. Takole praviš na strani 15. Ni smisel dejanja v tem, da nekaj storiš. Smisel je v tem,
da v danem trenutku ugotoviš in izrečeš pravo besedo, odločiš pravo odločitev, narediš pravo potezo, pokažeš pravi obraz. In Gojko, greva na stran 17. A boš ti začel? Lahko me oblikujejo, ne morejo pa me spreminjati. Lahko me ponižujejo, ne morejo pa me prehiteti. Lahko me tožijo, ne morejo pa me premagati. Lahko me onemogočajo, ne morejo pa me onemogočiti. Lahko me uničujejo, ne morejo pa me zlomiti. In Gojko še na strani 19 povedala, takole si zapisal. Poglej, kako jasna je ta slika, kako izrazita in bujna je narava, kako pokončna je veja, ki njeno nosi težo listov in cvetov. Verjamem, da je včasih težko, pa vendar drži. Molči nosi, molči in trpi. Tudi jaz kaj težkega včasih nosim v sebi. Pa kaj? Kot ta veja sem. Včasih močan, drugič krhek, droban, včasih v vetru majav. Gojko, jaz sem nekako si potem še zaželil tisto, ki je meni najljubša in najlepša misel v tej tvoji knjigi, in sicer na strani 33, da jo prebereš. Med vsemi obrazi, med množico lic, spoznam te po smehu. Med 1000 ljudmi, med več potmi, med 1000 koraki po letih pedi, spoznam te po smehu. A smem še jaz enkrat? Lahko. Med vsemi obrazi, med množico lic, spoznam te po smehu. Med 1000 ljudmi, med vsemi potmi, med 1000 koraki, po letih pedi, spoznam te po smehu. Gojko, se deklica, ki si to pesem napisal, rada smeji? Ja, mislim, da je. Zdaj, če je nocoj tu, jo bomo kasneje vprašali. Najbolj, da ga preverimo. Ja, prav, hvala za enkrat. Ja. Jaz pa bom prebral za zaključek iz te knjige še tale odlomek, ki mi je nekako še posebej ljub in se mi zdi, da je pravzaprav zelo sporočilno. Takole pravi Gojko Jelšanak. Ja. Življenje je lepo. Življenje je resnično lepo. A včasih to lepoto preplavi gromki nevidni val življenja, ki ti daje piti grenkega pelina. Iz 2 čaš naenkrat ne moreš piti. Ako ravno je obeh hkrati najboljše in najslajše, najopojnejše in najžlahtnejše vino. Ni načina do izbira, ni ključa do odločitve, ni poti do rešitve. Je le dan, je le čas, je le kromosov utrip, je le bitje srca, je čustvena sreča in duševni mir. Je trenutek, je sekunda, je čas odločitve. To je bilo Gojkovo prvo literarno delo, 2 leti kasneje pa je izšla knjiga Za vse o vsem. Da ne bom preveč filozofiral,
bi morda samo za uvod prebral to, kar je Vojko sam napisal o tej knjigi. Nekaj besed sem uredil v stavke in jih zbral v novo knjigo, ki sem je naslovil Za vse o vsem. Vsak, ki jo bo prebral, bo imel svoje mnenje o vsebini. Ljudje smo pač različni, še sreča, da je tako. Različno doživljamo, različno čutimo in različno razmišljamo. To pa si poglejmo nekaj misli. Takole pravi Gojko Jevšenak. So ljudje, ki jih nisi nikoli videl, ki jih ne poznaš. A ko se z njimi snideš, takoj vidiš iz kakšnega testa so. Ljudje vedo vse o vsem. Sosedov prag poznajo bolje kot svojega. Ljudje se vse vedo o drugih in jih vse zanima. Vsi vedo vse o vseh, le o sebi ne vedo ali ne želijo vedeti vsega. Kaj je človek? Revež, ubožec, popotnik, trgovec. Revež, ker se rodi bos. Ubožec, ker vse življenje išče, želi, hrepeni. Popotnik, ker ga lastni voz vodi proti smrti. Trgovec, ker kupuje in prodaja vse, kar ve, zna in zmore, da preživi na tem svetu. In še zadnja iz knjige Za vse o vsem. Trenutek je kot dih. Trenutki so kot sapa. Drobni trenutki so kot lepota narave. Lepi trenutki so darilo življenja. Ko so, se jih ne zavedamo, ko jih ni, jih pogrešamo. In kadar izginejo, se tistih, ki so bili, spominjamo. To je bila prvi del, oziroma to je bila proza Vojka Jevšenaka in sicer njen prvi del. Gospa Tanja, mikrofon je vaš. Gospod Brnetovič, se boš nekaj vrnil pred mikrofon, mi pa gremo zdaj spet v glasbi. Najprej pa naj omenim društvo Sonček. Vi ga dobro poznate, saj imajo na stranicah svoj sedež. Njihov predsednik je Martin Lažeta, Vojkov dober prijatelj, osebni prijatelj. Na osnovi sodelovanja, povezovanja in nastopov za njih, mimogrede tudi na koncertih tukaj v tej dvorani, je zanje nastala naslednja pesem. Torej, za vse sončke tega društva zdaj skladba, ki nosi naslov kako drugače kot Sonček.
nami, bili so med nami, a med zvezde so šli. Naj sonce pozije, za vzorki smo zbrani, za vse ti dni so z nami bili. V lepem spominu vsaka jih hrani, bili so med nami, a med zvezde so šli. Bili so med nami, a med zvezde so šli. To je bila skladba Sonček za vse sončke med nami, ki na svoj način bogatijo naše življenje. Z mano na odru ostaja Andreja Grosek, ki bo tokrat nastopila v vlogi citrarke. Citre jo spremljajo od 10. leta starosti. V njihov čarobni svet jo je popeljal legendarni, zdaj že pokojni Zvonko Podkoritnik iz Rogaške Slatine. Njeno znanje igranja na citre pa so nato ob koncu šolskega leta preizkusili v glasbeni šoli v Šentjurju. In moram povedati, da je Andreja v samo 3 letih z odliko opravila vseh 6 razredov. Ker je nocoj večer avtorske glasbe, bomo zdaj slišali 2 povsem Andrejini pesmi. Naj pa že zdaj povem, da se vas bo dotaknila še dodatna močna energija, ko bo pred mikrofon ob njej stopila hčerka Leja. Naj vam bo lepo. čist premierna danes. Še nikoli ni bila slišana.
glasbo, ritmom tanc, sprejemljivost, moč učenje, najpomembnejše poštenje. Če imel boš to v sebi, sem le tvoja, le ob tebi. Imej rad prvi vrsti sebe, da spoznala bom le tebe. Rasti, išči se v poteh, da pustiš najboljšo svet. Pomembno ni, kaj kdo pravi, le da svoj mir imaš v glavi. Se zavedati življenja, sreče, zdravja, hrepenenja. Bodi dober, bister mož, dej me rad, otrok bom koš. Znaš preživljati družino, da imel se bomo fino. Ne skopari mi z dejani, z delom za podzop kaj dati. Bodi moški, kot se šita, jaz pa tvoja bom in pika, in pika. Če imel boš to v sebi, sem le tvoja, le ob tebi. Je, Bog daj dober večer, tudi te milozvočne strune so me poteknile dol. A veste, da jaz hodim že včeraj iz Čretveža, iz Fureža. Ko greš na Čretvež, ali greš na Furež, tam imaš vzeti vse kompleti. Tam ne samo, da si malo čez dinko pa dal, ker koliko je večerja, koliko se začne piti, tam mora biti komfort, moraš tudi prenočišče vzeti, ker noge te tak nanesejo. Reč, ko da se do Stralensko toš, škoda ceta, voliš, da gor prespiš, pa drug din naprej. Zdaj jaz kot mesar, da imam dobro ponudbo, za koga hodim recimo svije kupovat gor na Čretvež. Iz enega preprostega razloga. Čretvežani strašno hudo dobro jajo, kvalitetno jajo, pa velik jajo. Hudo dobro pijejo, pa tudi kar rodi pijejo. Ja? In vedno tudi, ki ga fala ostane in take kvalitetne hrane, če gre pol svijam, ma doma so pumije boljše, ko marsikaj hrana, verjete mi. Kaj ne bo pol meso tako, ko mora biti, tako meso se da pol kupiti. Ali pa govejo, recimo, govejo kupiš gor, ta se vse zem napase. Zdaj pa, kjer navajte, kje je Čretvež, ta je tam gor Črejs, recimo na stari rimski cesti, ki je bila včasih Petovijo cene. Tam gor na vrh je pa Čretvež in gor je nisem ta, da je stara rimska cesta, gor se tudi križajo tudi pohodne pa planinske poti, ko gre gor za Kojiško gora na Stolpni. Zdaj pa tudi politi pa marsikaj ljudi sem pa te hodijo in tak sta politi od vas Kojinc pa marširala, en z rukzakom, en brez rukzaka, en s čuteco, en sam z rukzakom, pa sta tam, že sta se tam pa rovko ustavila, pa sta se neka norce delala, nismo bejk pa hodko gromska strela, jen. Poj pa en naredil, bejk je pa vdaril tistega pastirja, pa greva
štalo stopil, trotl je pa kar okul bilčev ti laufo. Prvi krok, bek zadnji, drugi krok, no tretji krok, pa beka več ne duše, pa kad je kar enkrat okul leto. Pole pa na unga srečo, veš, pa so pejho, da se pa on smeje, reči, bi mjene takle bek tero, ko je tebe, jaz ti povem, jaz bi se posačko. Je pa rekel, ko misliš, na čem je pa bek gospodarstalo? Veš pa, če boste na YouTube iskali mislo, pa iz Šentveža boste spod videli, tudi spod smo snemali že pred letami, Rečnikov Adi je bil glavni akter, da smo prav začeli snemati, spod je posrečen, poglejte ga, ne bo vam žal, tisti, ko so tam bili še mali otroci, so zdaj že 20 odrasli, da boste pa čuli, kako ta pisem zgleda, jo pa da pa tako avtohtona Šentvežona zašpilala, ta sta Leja pa brat Leon, da vidimo bliže, ne? Leon, tebi bom jaz, te vredi prosim, tu nesem, tebi bom jaz mikrofon dal, te boš ta dol zapel, tvoja sestra bo pa dole zašpilala z Majenom. Ajde, porejaš no tako na televiziji zodnič, hvala? Izvoli. Leon, praviš, mi smo pa iz Črekveža, nas Evropa vsa poznaje, ne? Pa lepa oko odjekle pa bjeg. Ja, lejde, ker se pa mesarije teče, seveda, vsi se moramo boriti vsak za svoj kos kruha. Moram pa priznati, imam jaz stranke, pa ženske stalno nekaj zakomplicira. Djeli sta en foha, in tam naroči, loča, gremo. Obca, recimo, zadnjič je prišla in rekla, da bi imela 5 kil teletne. Veš, koliko je teletna droga, imate spodri za takoj 5 kil, najmali več ni manj, vrše na vogo 5-0. Srik povejte, gospa, vam zavejem celofan, ali ceh papira, kupite mi vrečko. Ne, rekla, sploh ne bom kupila, 5 kil sem skušala, pa sem hotela videti kult voge, to zgleda. Veš pa na drugi strani tjale, zadnjič jeden prišel, rekel, čuj, ena kuro me preneme sad. Ja, sem rekel, imam pa se hotel podpraviti ljudsko koda, sem rekel, lej, imam kuro, imam tudi bilkino, pa imam tujske perutnine, drugač imam pa tudi iz uvoza, iz Češke, Slovaške, Poljske, Mačarske. Je rekel, ne nam je pa na vodi, jaz bom kuro kupil, pa jo bom pojedel, se ne bom že omenil, ne? Ja, malo povedal, jaz sem pa zadnjič, ko je bil tudi čarni petek, sem pa jaz tudi čarno kupil. Začel cijele smene, lejfreno tisto mesto v dom, pa je pa rekla,
moja, je že doma sem se postavila, pa je rekla, čuj, je rekla, daj mi kupi en spodnji veš, ko nimam več nekih spodnjih hlač, te pa pokaži, da vem, če tak šloh stanje, ne. Veš, zdaj pa, moja babica ima stav en stil. Ja, in se ne smejte, to je za mesarja reklama. Jaz ne moram imeti toga, da se mi ne zamerni štil skriva. Pa je rekli, tudi še za sebe nema, kako je predavaj, to imaš imeti štorbac babico, toga, da je reklama in evo. Je rekla, Greta, kupi misli, in te pa pokaži, kak ima, pa rej se že tek škor zgledo, ker bolenički so se že vlejki od istih več. Jaz sem rekel, če bom zaslužil še pa nekaj kupu, pa čakaj petek, je še se naj dobil. Evo ga, grem jaz gledat, je najbolj gužba, ne? Gužba na čarn petek, kup mnoge. Robe pa tudi najbolj, pojedu Palmer, Skarcedonija, tudi dol nete, ko so Jezus Marija pospajani činki trgovini, nete, za Eka našu. Je rekla, tavle bo. No, sem rekel, če je tavle bo, sam se mi je tako malo zdilo, sem rekel, nemate nič po veliko. Je rekla, to se ne stegne. Vredi, če se pa nastegne, bo pa že dobila gor na tisto gledinco. Pa vlečen je stal domov. Po celi tak ne je bilo, 30 €, pa je bilo v čarni petek akcija. Ko vi mislite, krikne moja babica na 110, 110, kjer skorit tavle gor sprava. To si digla. Jaz stal pa njesen, sem rekel, lej, tav je tav. Ja je rekla, če je tav, to se Isus ne stegne, ja. Sem rekel, dvigne te nogo, boma pogledala. Babica dvigne levo nogo, jaz podstavim, vlečema gor, predema do kolina, ni naprej, še na zeglih kume. Sem rekel, meni, da nismo vredi, ko pa če treba pa obarnat, pa da nismo vrtno trufno, ja. Sem rekel, pa proba z drugo nogo, mogoče bo pa šlo doma na drugo nogo, prijat predema spet na kolino, je začela že kriv zastojati, je že ta vijočna noga. Sem dol potegnil, sem rekel, lej, nič ne bo z tega. Tek sem bil žalost, pa 33 € sem dal. Da vam povem, če je moški uspešen, sigurno ima zadnji še bolj uspešno ženo, ker njena je moja takoj rešila. Je bila takoj rešitev, rekla, lej ga moj mesar Joža, tudi tole ne boma spravila na mojo gradinco, imaš pa taj bolj dolg nos, boš imel pa fajn za šnavc tik. Povem, če purni glih ne paše, sam žal mi je, da stal 30 € za šnavc tik, tam moj prijač. Tam me pa moj bolej. Rečem pa malo poveda, da jaz kot mesar, jaz nič ne motim jaz davek, redno odvajam, ker to je treba. Ker če ga predavko štimaš, pa sirješ, lej, davčna ustanova je edina, ko nima lukne v zakonu. Druzi se po državi se to, ker te zmuti, davčna ni. Zadnjič je bilo v Gojincah, so bili 3, ko so bili davžni 60 €, ljudi božji, 60 €. Če jih imaš, je drobiš, če jih nemaš, je grozo bilek, da. Prvi let, ona ga ne povabi, veš, da tak grintava, ko je bila tiste špajke, gor na veje, tak suh, kako je, a doma tudi še sjetno prvoši, ne da bo folku, ne. Tiste špajke, gor na veje, 60 € ste dolžni, davčni boste plačali, ne boste plačali. Rekel, gospa, jaz bi štal že plačal, če bi tam imel, nemam s čem. S čem ste prišel v Gorice? Rekel, Tomos APN 4. Sta šla Gunta gledati, je bil 40 € vreden, Teže mu je fen pikro šuhe dol potegnala, pa svira nitova okviratno je imel, pa neko sreca lista lepo, da je v glavni, tak pomanjkljivo je bil oblečen, sam pa na davčni pa več ne bi davžen, ta pa to več šteje, ne? To tvoj, on te drobnet, je rekla 60 € ste davžen, bote plačali, ne bote plačali, je rekel, gospa bi plačal denarja, nema pa ti z mopeda nes prišnica fus. Do spodnjih gadbe je dol slejka, sam davžen pa na davčni več ne bil, da pa več šteje. On te trik je pa gledal, kako tudi postopki grejo, se je pa že kar pravi do Adamovega kostuma naštima, ne? Pa je šel nati rekel, daj mi vzemejo, kaj če me imajo. Ja, samo vede, davčna vzema tudi tam, ko nima. Verjamte, vede, ko se tudi mu naredi. Tudi spravili, ko imamo moški tudi to zadevo, da se rodovi nadaljujejo, jel? Tudi to zadevo so mu kup zavezali, zadi so mu pa čep nad zabedi. Ko je pa prišel dol pred davčno ustanovo, sta ga pa ona dva veda, sta rekla, Jezus Marija, ko pa ste boje? Ja, je rekel, men pa ne so imeli več kaj vzeti, rubežnih predmetov nimam, so mi pa voda pa plin zaparli.
naslov, tako tudi pa moja špeh baklavaza. Jekle bo šlo? Dobro, si pa rek. Sem. Si tak lušna, mame na pravo so pozitivne. Po prireditvi. Pa če naš uga Junca se prvo izgleda. Rano bio si bile, tirali nam kar naprej, ohajcal se je moje, ko predodu lrnice, noši školi bio je, sjekar bi pod nožku spre, krove svive dilete, koze, ovce, punice, špeh, baklose, ohajcal se paše, zdravi žola zima gre, cviti pa morenice, špeh, baklose, ohajcal se paše, nosi si, ukarbi, tebe sprišmačiš. Kroče svinske šlegle, zik salame gumkice, baklavo se režnate, prova južnata ujele, duše glavna mesivo, pohranc hrčane nabo, sjedovo za mesico, jajdu baklavo sico, špjev baklavo se, pohranca se vaše, zdravi žola zemlja krije, citi pa morenice, špjev baklavo se, pohranca se vaše, nosi si, ukrbi, tebe sprišmačiš. Špeh, baklava se, pohranca se vaše, nosi si, ukrbi, tebe sprišmačiš. Je rekla rečnikova milica, ko me je tam nazadnja srečala, je rekla, veš, da si ti pozobil mojima stari Joža, patarje si na robi gor v Bogu. Sem rekel, veš, ko milica, mestnih na robi v Bogu, ampak na palci mi tak dolg nauk imam, da se reži tako Bogu je pokunta. Hvala lepa. Ja, takole je. Moram priznati, da sem nocoj prvič pri vas v Stranicah in povedali so mi, da pri vas zelo pogosto piha veter. Tako smo bili zdaj priča, da je veter pihnil na oder mesarja in ga tudi odpihnil. Vrnimo se spet k našemu scenariju tega večera. Na oder ponovno vabim gospoda Ivana Janeza Dometroviča, slovenista iz Celja, ki bo povedal kaj več o prozi Gojka Jevšenaka. Jaz sem s sabo prinesel knjigo, ki jo vi pravzaprav poznate, saj smo jo predstavila z Gojkom. Mislim, da je bila pred letoma ali dvema, to so Jabolka, Dedkov in babic. Gojko namreč ustvarja poezijo, ustvarja prozo, ustvarja tudi za najmlajše. In če morda za uvod prisluhnemo, kaj je v spremni besedi v knjigi zapisano, bomo pravzaprav kar veliko izvedeli o knjigi sami in o njeni vsebini. Takole je zapisano v uvodu.
dolina, po kateri je tekla Rimska cesta, je tesno povezana z literarnim ustvarjalcem, glasbenikom in amaterskim igralcem Gojkom Jevšenakom. Avtor zgodbe o jabolkih v dolini, kjer biva, in na Čretvežu, ki je sestavni del te pokrajine, govori o jabolkih, pravzaprav o jablanah, in to tistih pozabljenih, tistih, ki so zaznamovali čas naših prababic in pradedkov. Dejstvo, ki se ga avtor zaveda, je, da tonejo v pozabo, da je današnji čas mačehovski do njih. Torej, v knjigi, ki je tudi bogato ilustrirana, je Gojko obudil spomin na jabolka, ki so jih jedle naše babice, naše prababice, naši vnuki pa je vprašanje, če jih bodo. Morda pa ravno po zaslugi te knjige. Za ilustracijo samo en odlomek iz tega literarnega dela. Takole pravi Gojko Jevšenak v Jabolkah dedkov in babic. Razgovor je prekinil Carjevič, ki je doslej le opazoval dogajanje v Sadovnjaku. Smešni ste, je dejal. Zakaj? Ga je vprašljivo pogledal Bobovec. Ker se tako pačite in prazno hvalite. Zakaj ne naredimo nekaj, kar bi nam dalo in povrnilo našo slavo? Koliko je pravljic, ki govorijo o jabolkih? Recimo, rajsko jabolko, zlato jabolko, zlata ptica, snegulčica. Navsezadnje je zaradi jabolka podlegel tudi Adam svoji Evi in sta nam skupaj zapravila raj. Nastala je tišina in rahel piš vetra je zavel med dvermi. Vsi so strmeli Carjeviča in čakali, kako bo nadaljeval. Naredimo nekaj in se postavimo tja, kamor sodimo, da nas bodo cenili, kakor smo cenjeni v ljudskem reklu. Jabolka smo v zgodovini več vredna, kakor se vam zdi. Se spomnite pregovora, ki ga pogosto uporabljamo? Eno jabolko na dan odpodi doktorja stran. In ko bom bolje premislil, jih bi pravzaprav našel še več. Pokažimo ljudem, kdo smo in kako smo uporabni. Boljši od grozdja, boljši od marelic, boljši od sliv. Tepka je navdušeno dodala, boljši kot krompir. Vsi se glasno zasmejejo, Carjevič pa je nadaljeval. Tako je Tepka, tudi boljši kot krompir, prav imaš. No, vidite, da nisem taka Tepka, za kakršno me imate, je vzključeno povedala in vsi so se zasmejali. Knjiga je pravzaprav tudi polna ljudskih modrosti, je tudi vzgojna in če nimate ideje, kaj podariti svojim vnukom, zdaj Miklavž je še prepozno, je še pa prav čas za Božička ali pa za Dedka Mraza. Lahko otroku podarite to knjigo. Ko sva se z Bojkom pogovarjala o tem nocojšnjem večeru in o tej knjigi, je pravzaprav nekako se mi zdelo logično, da tudi jaz napovem na mesto gospe Tanje naslednjo točko. Gojko je seveda glasbenik, je skladatelj in je pevec in nekako logično je, da so tudi jabolka, babic in dedkov bila motivacija za uglasbitev. Zato bomo prisluhnili avtorski glasbi in seveda tudi petju na tematiko jabolk in naših babic in naših dedkov. Glasbeniki, izvolite.
Jaz bi o tem še dodal, da se še enkrat, gospod Janez, vam tudi zahvaljujem, namreč on je tej knjigi dodal spremno besedo in pa hkrati mi tudi knjigo lektoriral. Janez, hvala lepa. Pa upam, da smo se sodelovali. Se do trenutka wspomni no troszki dni, ko zadomniaku wstrzasła preżivljali. Kolik posmaljuje, pustite jablane, rada jeseni, pa jaboka rodi. Owsiaczka wobec lesnych kaligrafca i cariewicz, i cariewo, i wino. Dirak letowa i ozimnica, je ponad jeseni radość zapyta. I cariewicz, i cariewo, i wino. Dirak letowa i ozimnica, je ponad jeseni radość zapyta. Janka Witkowa, wracają
poštenju, zdaj delo lovi in zraven mi pravi, dobite ljubi. S posebnim spoštovanjem zdaj napovedujem nocojšnjega osrednjega gosta. Polica pri Groslupljem je zdaj njegov dom, srce in duša pa sta še vedno močno povezana s stranicami, kjer se je na Tičekovi domačiji leta 1934 rodil kot 9. otrok v družini, kjer se je vedno pelo in igralo. Še takrat so imeli pri hiši namreč tako harmoniko kot kitaro. Po osnovni šoli in gimnaziji se mu je ponudila priložnost obiskovati vojaško glasbeno šolo na Reki. Nato je študiral v Beogradu, na kar je kot akademsko izobraženi glasbenik dobil službo v vojaškem orkestru Zemun. Kot čelist je bil povabljen nato v ljubljansko opero, nato še v filharmonijo, kjer je ostal naslednjih 20 let. Na stranice se rad vrača. Morda tudi zato, ker je tukaj spoznal nekoč ljubezen svojega življenja. Pa tudi na mnoge prireditve rad pride. Gospod Edo Lamič, prisrčno dobrodošli tudi tokrat. Naj zdaj besedno predstavitev zamenja še filmska.
Za božjo voljo, dajte, oglasite se že. Dajte, povejte, kako je to bilo, ko ste zaigrali tisti, se spomnite, usode polni valček na lepi modri Donavi? Veste kaj, jaz bom po resnici povedal. Ne, tako kot moja žena, marsikaj je mimo udarila, ampak naj bo. Jaz sem prišel v stvari na dopust za novo leto. Iz Beograda. Iz Beograda, ja, tam dol sem bil v službi in tam sem študij končal in tako naprej. Živo sem pa do 17 let. In nobene Beogradčanke še niste imeli dol nagledane? Ne. Nisem. Sem bil preden fantek, sploh me ni to zanimalo. Jaz sem samo študiral pa delal. Je stvari tako, prišel sem na Stranice, takrat za novo leto, na dopust pa dni, in tu sem seveda najdel, pri moji sestri sem bil, in smo šli z očetom, smo šli na Stranice čakati novo leto. No in tam, takrat je bila tista dvorana tako slabo opremljena in tako naprej. In tam je bil in klavir, no res. In sem začel čistko, čeprav ne igram klavirja, veste. Jaz sem klavir igram kar tako. No dobro, vsak profi muzičar menda igra kar nekaj inštrumentov, ne? Ja. In tu je ta punca prišla gor, malo me je gledala tako, pa sem rekel, čakajte, da ti zaigram nekaj. Ja, pa jaz bi to, pa dajte še malo na lepi plavi Donavi, če znaš zaigrati. Sem rekel, znam, mogoče, z 2 prsta, če ne bom z vsem igral. In jaz to igram, in seveda ne je to bilo všeč. Pa me je začela to gledati, sem bil pa luškan fant, me je začela gledati. In tako me je začela osvajati in to je bil meni usodni dan. Takrat se je začelo vse, pa še do danes traje. Ima pravo ime. Herta je bila tudi ena od Titovih žena. Tako, ja. Ja, ampak potrpežljiva je pa tudi bila vaša žena. 59 let sta takole harmonično skupaj. Ja, sej to mi je enkrat rekla, da me dolg časa že trpi. Nima kap zdaj, je rekla, noge je bolijo, tako da težko hodi, da bi zbežala tam in malo teže. Nocojšnji večer sicer nosi naslov Večer glasbe, besedil in poezije Gojko Jevšenak. Ne glede na poimenovanje, pa moram povedati, da je bil osnovni motiv za ta večer prav gospod Edo Adamič. Natančneje njegova pesem Straniška polka. Notni zapis zanjo je namreč nekoč dal Gojku, rekoč, če se ti bo zdelo, pa napiši priredbo. Gojko je nalogo spoštljivo in zelo z razumevanjem sprejel in zdaj bomo premierno slišali pesem, ki jo je gospod Edo namenil Stranicam in vsem svojim sorodnikom tukaj. Lušom je biti vesel.
Gospod Edi, jaz vas vabim, da pridete bližje. Efekt, prosim, gostne. Se bojim, da potem. Tako je prej prevral gospod Janez, ljudi ne poznaš, pa tako veš, iz kakega testa so, tako smo se tudi midva spoznala, jelte? Zdaj me pa zanima, kako smo mi vašo nalogo opravili, no, kar ti mi reči, je rekel že pred leti. Edi, oceno, neč ne bo, tu je ogromno nekih profesorjev in učiteljev, tako da če bomo skregani, če bomo imeli popravnega, neč hodiga, bomo pa popravljali. Tako bi rekel, najprej moram reči, da sem zelo srečen, zelo počaščen, da sem danes tule, da ste me povabili na tole priredbo, na ta koncert. Ker sam veš, da jaz rad prihajam v svoj rodni kraj in kadarkoli pridem, sem srečen, zadovoljen, tako naprej. Samo tu vas bom prekinil, te bom prekinil, prosim, pridi bližje. Ne vidijo vsi. In moram reči vsem lep pozdrav, vsem straničam mojim, še posebno moji žlahti, ker vidim, da jih je ogromno tule v dvorani. Vem, da želite zdaj zvedeti oceno, kako ste vi tole zaigrali. To je zdaj tako na Eurosongu, Ja, na Eurosongu. Moram reči, da si jaz zelo pošten in nikoli ne lažem. Vprašajte mojo ženo. Malo povedala. Nikoli ne lažem, zato tudi zdaj ne bo. Tole, kar ste zaigrali, tole mojo polko, ki je posvečena vam in vsem straničanom mojim, moram reči, da če bi jo pošteno ocenil, bi moral reči, da niste dobro zaigrali. Niste dobro zaigrali. Maestro, mi smo tako pričakovali, da bo tako odgovor. Niste dobro zaigrali, ampak odlično. Vam čestitam, tako da mislim, da še lahko večkrat zaigrate. Zdaj pa mislim, da bi bilo ena kazen za vas, da še enkrat zaigrate. Jaz bi pa zaprosil eno damo iz dvorane, da pride z mano, pa da zaplešemo to polko. Straneška polka za Edija in Plesalko. Ja, zdaj morate priti na oder zaplesati, a ne da? Ena, dva,
Vidi, kar nas zdaj na oder, mi smo še končala z enim programom. Ja. Namreč, z vsem spoštovanjem, da si prišel na stranice, moram omeniti, da se moram zahvaliti tudi, da je prišel sam gospod župan, kar je gospod župan tudi vas vabil na oder, namreč zdaj bomo en mali del, pa malo večji del, pa velik del na oder. Lepo zdrav, dragi straničanke, straničani, spoštovani Vojko, ekipa in pa seveda naš osrednji gost. Jaz moram reči, da je Vojko se zelo potrudil, bil pred časom, ko je prišel k meni, je rekel, čuj župan, je rekel, zdaj pa ne smeš manjkati tako ponovadi na straniških prireditvah. In sem ga jaz vprašal, zakaj pa ne. Je rekel, zato, ker zdaj pa pripeljal nekaj strančana, katerega smo zelo ponosni. Jaz sem rekel, kdo pa je to? Ja, je rekel, veš, mi pravimo, ne, mi pravimo Adamič po domače, ne, verjetno vas kličejo Adamič. Joj, sem rekel, kaj pa je to za gospod? In seveda, Vojko mi je s ponosom razložil, da ste naš orjak in to specialni glasbenik, poznan. In seveda sem rekel, no, tu pa se ne morem odreči. In jaz bi vam rad predvsem čestital, videl sem, kak ste čili, kak ste navdušeni, kak plešete. In seveda v svoji glasbi, v izvajanju Vojkove ekipe in čudovita skladba, ki jo danes prvič slišim. Tako da, podarjena straničankam in straničanom, jaz predlagam, da zaploskate gospodu Andreju. Ob tej priložnosti pa seveda vam poklanjam eno našo zgodovino ne kako so nastale stranice, ampak kako so v bistvu nastale sodobne reče. Tako da najmo bo prijetno branje in pa da se spominjajo na današnji večer in pa današnjo predstavitev vaše straniške Vojko. Čestitke. Hvala lepa, gospod župan. Me sprašuje Eli, če še da gre dol. Ne moraš iti dol. Zdaj je prišla darilo iz županije. Zdaj imamo še darilo od krajevne skupnosti. Sicer se je gospod Drago opravičil, je neki bolan, ampak bom jaz v njegovem imenu predal od krajevne skupnosti darilo za Elija Tičekova. Domača apoteka, prosim, kaj pridite po pomoč? Gospod župan, nazaj niso, ne? Edi, hvala lepa, koliko bom obrazložil, ker mi čisto na uhu povedal. Je rekel, nekaj je, da boste malo pili, nekaj je pa njegovih avtorskih iger in teh stvari, ki so včasih izvajali, tako da bomo s tem tudi, imamo gradivo za naprej. Edi, hvala lepa. Nocoj je Gojko v številnih vlogah,
Videli smo, da se dobro znajde tudi v vlogi moderatorja. In zdaj, ko si že v bližini, te vprašam, ko smo prišli tukaj v dvorano, smo videli neke plakate, na katerih piše moška voda. Se mi zdi, da imaš prste vmes. Ja, to so pa plakati za našo novo komedijo, ki jo izvaja naša skupina. Gre za etnološko kulturno društvo Furman. Zdaj, ta moška voda je praktično tam, ko je že prej gospod Janez rekel, izvira v Zverovju, tam teče malo bolj na litre, pol gre pa skozi taki drobni cev, tam je pa treba bolj po kapljicah piti, ker če moško vodo preveč piješ, imaš drisko. Če jo pa po kapljicah je pa glih tak, kak je treba in dobro dene, predvsem moškim, ko imajo pravo moč, dobro pliva pa predvsem pol na ženske. Ja. Ampak kakšno vlogo ima s temi plakati? Torej gre za komedijo, ki jo bomo začeli igrati na odrih. Prva predstava je 18.12. v Oblotnici, potem imamo 22. januarja v Vitanju, no pa tudi za domačo straniško dvorano se pogovarjamo, nemamo še datuma, bomo pa obveščali o tem, če vam bo interes, pridite pogledat. Tam gor piše, tako kak je res, garantirano več kot 1 uro smeha. Na stranicah se neprestano kaj dogaja, daleč je slišati o vaši izvirnosti. Še eno vprašanje, Gojko, je preuranjeno še kakšen načrt v bližnji prihodnosti? Jaz bi povabil predvsem Straničane, namreč naše društvo nekako pripravlja, da bi naredili literarni večer, da bi se brala pisma fantov iz kasarn bivše JLA. Seveda taka pisma, ki se lahko preberejo, včasih so prijateljska, včasih malo tožna, včasih so fanti opisovali, kaj se je torej dogajalo, tisti globoko ljubezenskih ne bomo brali, razen tam, ki je že vse narazen šlo. Tako da vas vabim, če imate kakšna takšna pisma, dajte jih našemu društvu, mogoče bomo naredili kak muzej, pa bomo to lahko shranili, ker marsikdaj te zadeve prav zaidejo v smeti ali pa se skurijo, pa se mi zdi, da je škoda. Prvič je bilo na roko pisano, drugič je bil neki izgled istih čustev, kak se je fan takrat bolj počutil. In te zadeve so mogoče zanimive, tudi za prebrati, sploh pri tistim, ki se poznamo, pa kjer ga pozna. Tako da vas vabim, če imate kaj takih pism, prosim, prineste jih, oddajte jih našemu društvu, pa bomo iz tega naredili kak lep literarni večer. Malo za smeh, malo za res, malo pa za to, da se tudi te zadeve ohranijo. Gospe in gospodje, kot sem prej omenila, je Gojko v številnih vlogah v svojem življenju, ogromno stvari rad počne, dobro počne. Ampak, ko pa prime za harmoniko, potem pa nastane eno tako posebno zlitje. Zdajle bo poskrbel za eno glasbeno podlago, svojevrstna povezovalna nit večera avtorske glasbe, besedil in poezije. V ozadju torej že slišimo njegovo skladbo Nežno, z očetovskim čustvenim nabojem obarvano melodijo, ki nosi naslov Sinko moj zaspi. Prisluhnimo nekaj taktov.
večer avtorske glasbe, besedil in poezije Gojko Jevšenak se počasi zaključuje. Nadaljevali ga bomo brez scenarija v sproščenem druženju. Dogodek je nastal pod okriljem etnološko-kulturnega društva Furman Stranice. V imenu Gojka hvala Andreji in njeni Leji, Marjanu Šmidu, pa harmonikarki Leji in njenemu bratu Leonu, hvala Ivanu Janezu Dometroviču, Ediju Adamiču in obema pokroviteljama. To sta Fijavš Uroš Transport d.o.o. in kmetija Brečko, ki se ukvarja s pridelavo različnih sort jabolk in proizvodnjo jabolčnih sokov. Hvala krajevni skupnosti Stranice in občini Zreče na čelu z županom magistrom Borisom Podvršnikom. Prijazen je bil tudi obisk mesarja, ki se je nenadoma pojavil, nenadoma izginil. Upamo lahko samo, da nam je pustil kakšno klobaso. Predno pa zares ugasnemo odrske luči, vabim pred mikrofon vse tiste, bi želeli povedati kaj o našem lepem nocoju. Zdaj je priložnost. Stopite pred mikrofon. Dragi Gojko, stani, še kakšen si. Jaz se lepo zahvaljujem. Tole je naša prijateljica Irena, prihaja iz Bizeljskega. Vedno na vseh koncertih in prireditvah, bodi si, da igramo mi, da nastopam jaz ali moj brat, vedno je prisotna. Irena, hvala lepa. Tudi ti ostali takšno posli. Spoštovani prijatelj in ostali prijatelji, jaz mislim, da smo se že tolikrat videli, da smo res lahko prijatelji, ne? Prej sem pogrešil malo pri opisu Gojkota, da je Gojko poleg vsega tudi velik vzornik velikim skupinam, pa tudi pomočnik pri njihovem delu. Mislim, da njegova pota so po celi Sloveniji. Gojko, se motim? Se ne motim. Z Gojkotom smo že dolga leta prijatelji in skupaj sodelujemo. Gojko, želim ti obilo zdravja, da še naprej tako lepo pišeš pesmice, pa najbolj fajn so pa tvoji vici. Gojko, veliko nismo slišali o tebi, veliko smo, pa veliko še bomo.
hvala ti za ustvarjanje, kar si naredil in hvala za naprej tudi, kar boš naredil v imenu Turističnega društva. Hvala. Torej, jaz bi se najprej zahvalil gospodu Marjanu, predsednik Turistično-reševalnega društva Stranice. Prečerajšnjim je imel tudi rojstni dan, vse najboljše, Marjan, še za rojstni dan. In pa prejšnjemu gostu, to je pa gospod Peter Margoč, ki je član Arclinskih fantov, s katerimi dolgo sodelujemo. Naslednje leto, Peter, je 40-letnica, ne? Vabljeni že zdaj vsi, ko bomo povedali. Drugače pa jaz bi seveda se zahvalil tudi Marjanu in Andreji, da nam bo zgledalo, naredili smo literarni večer, kjer smo sodelovali vsi, predstavili smo se tudi sa svojim ustvarjanjem. Res je, da smo danes na stranicah, da smo v Ptičekovem mediju naredili, da nekaj več Straničanov, vendar bomo drugič kaj drugi naredili, bomo v Šmarju naredili, pa v Podvincah, pa bo tam nekaj drugih ljudi še, ne? Zmejeno. Želi morda zdaj še to spregovoriti? Potem bomo dali priložnost na Gojkovo željo, zadnjo besedo, predzadnjo pravzaprav. Gojko ponovno. Ja, jaz bi vas lepo prosil, bilo kjerga in vse v dvorani, da se ne razidete takoj. Zadnji imamo 100 litrov vina za spit, pa še nekaj klobas za pojesti. Mesar je stvar dostavil, tako da vas lepo vabim, da še potem, kako rečemo, potem na koncertu. Imam pa nekaj osebnih zahval, kar pomeni, da bi se rad zahvalil najprej naši Tanji. Tanja, izvoli. Tole za tebe, hvala lepa za tvoj večerni doprinos. Nekaj takega, kar ti bo vse prav prišlo, in pa zagotovo so še tukaj kak reče, roža za rožo. Ja, pa imamo pa dve dami, imamo pa hčero, Andreja. Tukaj je ena knjiga, v katera se opisujejo razne stvari. Jaz vem, ker si ti dosledna, čustvena, neki dogodki ti veliko pomenijo, vse to lahko tudi notri shraniš. Bomo kdaj prebrali, kaj si napisala. Zdaj me sam povej, imaš ki, izvoli, tudi rožo za rožo. Če imaš Leja tukaj kiči v dvorani, če ni pa ti prevzemi, tole je pa za vaje obe, pa hkrati tudi za oba tvoja poba, ki danes nista tukaj. Redo? Gospod Janez, prosim, če vrede bliže. Jaz stalno, ko greh Janaza na sestane, izbirma neke take buge, papirje, nekoma kaj napišema. Moj sponzor vam je dal za 4 bloke, da bote lahko napisal kvalitetno. Hvala lepa, gospod Janez. Zdaj bi še pa jaz povabil, da mlada noč reče žona, ali pa če vse ena pride, ali Leja, ali Leon, kjer je. Danes se mi Miklavžo večer smo takole vrečko dali. Evo, prihajata, če reče žona in aplauz za njejo, prosim. Lepa hvala. Leon tudi tem lepa hvala. Mi smo zadnjič bili na televiziji Cele, in tam sta že nastopala, pa gremo še naprej, ne? Bomo še šli. Redo? Hvala lepa. Zdaj bomo pa za gospoda Marjana, smo prej rekel, če imaš harmonike, pa niso ti mi na klovaso zrihta. Imaš eno klovaso, imaš pa tudi tole knjigo od Stranic. Je špeharca. Tak. Knjiga od Stranic je res čudovito delo, ki ga ima malo kateri kraj. To knjigo je napisal gospod Franci Šet, ki je danes tudi v dvorani, prosim, da se pokaže, da boste vedeli avtorja. Več kot 25 let je zbiral gradivo, Franci, čestitke.
In tako knjigo lahko s ponosom nekomu daš v spomin na današnji dogodek. Zato, gospod Janez, za vas, za Celjsko literarno društvo. Hvala lepa. Tu boste pa res lahko našel od stranic niko, kar se zgodovine tiče. Eno. In pa ena za našo napovedovalko Tanjo spomin na današnji dogodek. To je pa doprinos, ki ga je dala krajevna skupnost Stranice. Kot darilo. Hvala vam obema. Zdaj še malo hvala za Tona, če prejdeš bliže, možakarja, ki sta skrbela za ozvočenje. Ansambl brata Slatinek, tole je vodja Tona, dober prijatelj. Po glasbeni osebni liniji, ja Tona, veliko smo pomagali en drugemu, veliko smo igrali en drugemu, pomagali kak špil rešiti, pa še bomo sodelovali. Jaz sem nekaj časa tudi špedicijo vozil in enkrat je bilo malo naporno, vedel sem, da bo kar knap, sem Tone, da bo klical se nekako reči v Francijo, pa se je odločil. Imeli smo se fajn, prevozila smo velikšen del Francije, bila smo v predelih, kjer imajo čudovito vino in Tona, jaz sem ti še kaj francosko vino prinesel. Še imam neke zaloge, nekaj za tebe, nekaj pa ščedi za Florjana, pa za brata Rudija. Ja, tudi v mojem imenu lep večer, lep pozdrav vsem skupaj. Hvala Vojko, da se naj povabil. Jaz se povečujem, ker je bila malo velika napetost, enkrat je malo zacvigla, ampak upam, da bo zdaj do konca zdržala. In lep večer še vsem naprej želim. Hvala lepa. Ja, v ozadju je pa ena oseba, ki vedno pomaga, malo daj se pokaže, ampak jaz jo moram na oder pripelje, da vam jo pokažem. Marjana, pridi bližje, prosim. To je pa za tebe, zelo. Hvala lepa za pomoč. Zgodaj na tem panoju boste videli, so tudi te dame, ki igrajo ženski ravs, tako da če boste šli v Plotnico, jih boste videli. In pa seveda Marjaninu možu, hvala lepa, ki je tole projekcijo uredil. Zdaj, tisto, kar ni delalo, ni Andrej kriv, ampak kabeli, toliko boste vedeli. Tako da, če se je malo slabo slišalo, to ni najen problem, ni da smo se trudili, ni pa tako ratalo, ko bi moglo. To so pač škrati, ki skačejo tu noter. Verjetno vidi se zelo, da je kriv. Cenjene gospe in gospodje, dragi gostje, nocojšnji večer smo pripeljali koncu. En lep večer smo preživeli skupaj, Kaneda. Naj vam da moči in volje ter poguma za vse prihajajoče dni spomin nanj. Hvala, ker ste prišli in ga s svojo prisotnostjo obogatili. In še moja misel, želja za vse vas. Želim vam veliko sreče za srečo, ki nekje čaka na vas. Za čisto piko na i pa zdaj čaka še falot. In to falot s šarmom. Srečno! Ženska duša vrši je čuk, dotira ti radost na svet. Še zlasti nas se gripa, radi pustil Adama prsta dobri. Pira je velika, ne da pa biti zavedal. Tudi če nas piramida, pa je teren tako. Poglejte ženska v srce, popihajte na čute dušice. Potipajte, kaj hočejo, kaj rabijo, kaj želje so. Pokažete neumnosti, poteze vlecite rotiče. Odgovore podajajte, pa vdejte jasne leje.
se ta princ, čustva čutijo velika, tukaj treba jih je obnoriti. Boža glatica, ta ključka, ta prijem zakištija uspeh. Velika morte se posluži, strh se ženske navrti. Poglejte ženska v srce, popihajte na čudne dušice. Popihajte, kaj hočejo, kaj rabijo, kaj želje so. Obnašajte neumno se, do te zemlji vsite rotiče. Odgovore podajajte, dvovne ide jaseleje. Odgovore podajajte, dovne ide jaseleje.